kljub njenim skromnim začetkom bi ji sreča in preblisanost omogočili, da postane kraljica Madagaskarja. Vendar bi njena sovražna politika in zlobni načrti prinesli smrt in uničenje tisočim njenim lastnim ljudem. Rana Ranavalona naj bi se rodila okoli leta 1778 na otoku Madagaskar. Njeno rojstno ime je bilo Ramova. Čeprav se otok nahaja v Indijskem oceanu, približno 400 km od vzhodne afriške obale, menijo, da je bila najverjetneje potomka najmočnejše etnične skupine, Marijana, ki so svoje korenine sledili do Indonezije. Madagaskar je četrti največji otok na svetu, z neverjetnimi pokrajinami in zelo raznoliko populacijo. Najnovejši arheološki dokazi kažejo, da so ljudje naselili otok veliko prej, kot so sprva mislili. Ekipa znanstvenikov iz Zoološkega društva Londona je odkrila fosilizirane živalske kosti, na katerih so bili vidni sledovi rezanja. Kosti segajo 10 tisoč let v preteklost. Velik delež današnjih prebivalcev svoje korenine sledi naseljencem, ki so okoli leta 500 našega štetja začeli prihajati z ladjami iz Afrike in Indonezije. Skupaj so naseljenci postali znani kot Malgaši. Leta 1500 je na otok prispela flota portugalskih raziskovalnih ladij pod poveljstvom Dioga Diaza, ki so postali prvi Evropejci, ki so stopili na Madagaskar. Portugalči so otok sprva poimenovali Sveti Lovrenc. Kot potomka Malgašev je bila Ranavalona rojena kot navadna prebivalka brez dedne pravice do plemiškega življenja. In posledično ni znala ne brati, ne pisati, saj ni prejela nobene izobrazbe. Njen vzpon na prestol je bil zgolj naključen. Njen oče je izvedel za poskus atentata na bodočega kralja, Andrijanam Poinimerina. Tako je bil obveščen o načrtu za umor in ta je bil uspešno preprečen. Atentat je načrtoval njegov lastni stric, ki je bil takrat vladar ljudstva. Razlog za ta poskus je bil, da je želel, da bi njegov lastni sin prevzel prestol, vendar je zaradi kraljevega odloka njegovega pokojnega očeta to lahko bilo mogoče le, če njegov nečak ne bi bil več živ. Andrijanam Poinimerina je bil velik podpornik tega, da bi zahodnjaki poučevali državo in delili svojo kulturo. Toda njegov stric, pa tudi tradicionalni malgaški duhovniki na njegovem dvoru, so bili odločno proti njihovi prisotnosti. Andrijanam Poinimerina je izvedel, kako so bili poskusi umorov razkriti in je bil izjemno hvaležen Ranavaloninemu očetu za njegovo zaščito. Da bi dokazal svojo hvaležnost, je po prihodu na prestol izbral Ranavalono za svojo posvojeno hčer. Zdaj je imel kralj Andrijanam Poinimerina sina po imenu Radama. Kot da nagrada v obliki posvojitve ni bila dovolj, se je kralj odločil, da Ranavalono poroči s svojim sinom. Ko je Radama sam zasedel prestol, je bila Ranavalona kmalu zelo zaželena zaradi njegove naklonjenosti. Vzel si je niz priležnic in si želel več kot eno izmed njih za ženo. Ranavalona je bila njegova prva od 12 žena in z vsako novo poroko je strast do prve začela bledeti, oba pa sta postajala vse bolj odtujena. Bila sta si v nasprotju pri sprejemanju odločitev, saj sta imela različna stališča o tem, kako naj se država vodi in kdo naj ima dovoljenje za vstop. Da bi bilo še huje, Ranavalona ni imela otrok, zato je bila Radamova nasledstvena linija zelo negotova in če je želela zagotoviti svoj položaj med kandidati, je morala ukrepati hitro. Ker svojemu možu ni mogla dati sina, ki bi ga nasledil, bi bila njena prihodnost vržena v zmedo. Ko je poleti leta 1828 kralj Radama umrl pri 36 letih. Po zgodovinskih zapisih je močno trpel zaradi bolezni, ki je bila verjetno sifilis ali ciroza jeter. In v nekaterih bolj dramatičnih zapisih o njegovi smrti naj bi si prerezal vrat, da bi ubežal bolečinam svojega trpljenja. Radama je umrl z 2 svojima najbližjima dvorjanoma ob sebi. Oba dvorjana sta kot naslednika podpirala Rakotobeja. Rakotobe je bil sin Radamove najstarejše sestre in je veljal za inteligentnega, saj je bil prvi učenec, ki je obiskoval prvo šolo, ki jo je ustanovila londonska misionarska družba v Antananarivu.
Oba dvorjana več dni nista sporočila kraljeve smrti zaradi strahu pred maščevanjem, če bi ovadila katerega od kraljevih tekmecev. Toda visoki vojaški častnik po imenu Andrea Andrijan Mamba je izvedel za kraljevo smrt in je v sodelovanju z drugimi vplivnimi častniki poskrbel, da je bila Ranavalona imenovana za Radamovo naslednico namesto Rakotobeja. Kljub svoji smrti v mladih letih je bilo Radamovo vladanje uspešno. Uspelo mu je združiti različna plemena in klane Madagaskarja v eno kraljestvo, tako da je organiziral visoko usposobljeno vojaško silo, ki se je podala na osvajanje drugih plemenskih ozemelj otoka. Prav tako je državo odprl za krščanske misionarje, obrtnike in tujo trgovino, ki so si prizadevali prinesti tuje vplive. Čeprav sam ni bil kristjan, so ga misionarji prepričali, da odpravi suženjstvo, s čimer je na koncu tudi soglašal, kljub protestom nekaterih svojih najbližjih svetovalcev. Radama si je posebej prizadeval za tesno zavezništvo z Britanci. Valižanski misionarji so začeli prihajati na otok pod vodstvom londonske misionarske družbe, ki ji je uspelo spreobrniti velik del dvora Marijana, preden so zagotovili zahodno izobrazbo šolarjem. Kljub uspehu Radamove vladavine, ki je otoku prinesla blaginjo, je njegov naslednik prinesel trpljenje in uničenje. Odločeno je bilo, da bo Ranavalona postala naslednja vladarica Madagaskarja. Moč je močno vplivala na njeno življenje. Njen mož se je izogibal določenim ljudem, vendar je Ranavalona uživala v njihovi pozornosti in je hitro začela odstranjevati svoje sovražnike ter druge možne naslednike prestola. To je vključevalo tudi Rakotobeja. Ko je izvedela, da je Rakotjub njen glavni tekmec za krono, je dala njegovo mater zapreti in jo izstradati do smrti, njega pa je dala ubiti. Ukazala je usmrtiti še več svojih sovražnikov in poskušala otok ter njegovo prebivalstvo odrezati od zunanjih vplivov. Naseljenci iz Velike Britanije in Francije so zasedli bližnja ozemlja in imeli dobre odnose z Malgaši, vendar je Ranavalona popolnoma prekinila stike z njimi. Britancem in Francozom je povedala, da ne bo spoštovala pogodbe, ki jo je sklenil njen mož. Odnosi med Francijo in Madagaskarjem so se popolnoma sesuli. Spori so izbruhnili med Ranavalono in kraljem Karlom X. iz Francije. Leta 1829 pa je kralj Karel ukazal svojim silam, naj napadejo otok. Frankoske sile so napadle mesti Tamatave in Tintingui. Vendar so Malgaši stali ob svoji kraljici in se pogumno borili proti Francozom. Frankozi so se umaknili in so napustet odpovedali napad, kljub zaskrbljenosti Malgašev za svojo kraljico. Spodbujal jih je narodni ponos. Ranavalona je kmalu spoznala, da mora Madagaskar odpreti za trgovino z Britanijo in Francijo, če želi modernizirati državo. Ker je obstajala možnost izvoza riža in goveda, je poslala delegacijo v Pariz in London, da bi pripravili novo pogodbo, vendar so bili trgovinski pogovori neuspešni. Madagaskar ni podpisal pogodbe niti s Francijo, niti z Britanijo. Leta 1845 pa so združene francoske in britanske čete napadle državo. Madagaskarci so ponovno uspeli odbiti napad. Zaradi tega se je Ranavalona odločila, da bo postala manj odvisna od uvoza iz evropskih sil in začela postavljati tovarne po celotnem otoku, ki bi lahko proizvajale lastno blago. Nekatere od teh tovarn so lahko hkrati zaposlovale več kot 20.000 ljudi. Malgaši so začeli v velikem obsegu proizvajati lastne izdelke, med katerimi so bili tudi črnilo, puške, strelivo, rum, topovi, porcelan, svila, opeka in še veliko več. Odvisnost od Evrope je izginila, vendar je država skozi prehod še vedno ohranila dobre trgovinske odnose z Združenimi državami Amerike. S svojimi lastnimi izdelki je Ranavalona dala zgraditi veličastno in čudovito palačo v glavnem mestu Antananarivo. Prav tako je dala zapisati zakonik in naročila svojim učenjakom, naj ustvarijo prvi slovar v jeziku Merina. Medtem ko je bila v svoji palači, so jo njeni služabniki umivali z milom, ki so ga Evropejci naučili izdelovati Malgaše. Kopala se je v kadi na balkonu, na očeh celotnega prebivalstva mesta. Bila je popolnoma naga, razen klobuka, ki ga je nosila, medtem ko je uživala v pozornosti opazovalcev spodaj. Prirejala je tudi velike zabave v palači, kjer je razkazovala svojo ljubezen do umetnosti, saj so bile stene palače okrašene z napoleonskimi slikami. Kraljičina sloves kot neusmiljene vladarice se je hitro širil, prav tako kot je prekinila vezi s tujimi državami. Obsodila je tudi njihova učenja, še posebej njihove vere, in vsakogar, ki se ni hotel odpovedati svoji krščanski veri, so vrgli s pečine zunaj rove. Ranavalona je želela, da se prebivalci otoka vrnejo k svojim izvirnim tradicijam in veram.
V izvorni malgaški veri je bil Zanabari stvarnik. Vendar pa je velik del prebivalstva že pred njenim vladanjem sprejel drugačna prepričanja. Nekateri kristjani so še vedno zavračali, da bi se odrekli svoji veri, tudi pod grožnjo s smrtjo. Kljub temu, da so njeni ljudje sprejemali tuja prepričanja, je prosila, naj nekateri misionarji ostanejo na otoku, da bi otrokom omogočili nereligiozno izobrazbo. Misionarji so to zavrnili in so začeli odhajati drugam, da bi nadaljevali svoje versko delo. Po njihovem odhodu je bilo krščansko prebivalstvo na otoku hudo preganjeno, mnogi pa so bili na grozljive načine ubiti. Kristjane je potiskala s pečin, jim odsekavala glave, medtem ko so morali njihovi sorodniki gledati. Mnoge pa je zastrupila, izstradala ali mučila. Rana Ranavalona je bila osebnost, s katero ni bilo šale. Sovražili so jo vsi, ki so jo poznali, hkrati pa je bila strašljiva za vse svoje podložnike. V zgodovino se je zapisala kot Ranavalona Kruta ali nora kraljica Madagaskarja. Revija British Quarterly jo je označila za Dioklecijana naših dni, v povezavi z rimskim cesarjem, ki je postal znan kot eden najhujših preganjavcev kristjanov. Njena krutost do kristjanov na otoku je bila šele začetek. Vodila je vladavino terorja, ki bi na koncu povzročila smrt približno tretjine njenih podložnikov. Odločila se je izgnati vse tuje misionarje, diplomate in trgovce, po neuspelem poskusu invazije pa je odrezala glave Evropejcem in jih nataknila na kole, ki so jih nato postavili ob obalo, da bi s tem odvrnili morebitne nadaljnje napade. Ranavalona je razglasila: Kdorkoli prekrši zakone mojega kraljestva, bo usmrčen, kdorkoli že je. Čim dlje je trajala njena vladavina, tem bolj je postajala paranoična. Želela je preizkusiti zvestobo svojih podanikov s pomočjo strupa. Tehnika je vključevala, da je preizkušanec pojedel kožo 3 piščancev, nato pa še strupen oreh ali jedro tagne. Nato je Ranavalona pri obtoženih povzročila bruhanje. Če so se v bruhanju pojavile vse 3 kože, je to dokazovalo, da je oseba nedolžna. Če se je zgodilo nasprotno, je bila oseba kriva. Imela je tudi talent za ignoriranje trpljenja svojega ljudstva. Potem, ko je leta 1845 razglasila, da mora na velik lov na bizone iti na tisoče njenih podanikov, se je lova udeležilo okoli 50.000 kraljičinih podanikov. Lov pa je trajal približno 4 mesece, ne da bi ubili enega samega bizona. Na poti so morali zgraditi cesto, da bi zagotovili udobno potovanje kraljice. Ta cesta je potekala skozi najtežji teren na otoku in povzročila smrt več kot 10.000 ljudi zaradi lakote, malarije in izčrpanosti. Leta 1853 so trgovci z Mauritiusa in Reuniona ponudili Ranavaloni $15.000 kot gesto dobre volje zaradi škode, ki so jo povzročili napadi leta 1845. Trgovina je bila ponovno vzpostavljena in nekaj časa se je zdelo, da odnos poteka dobro, vendar so Francozi in Britanci še vedno menili, da ji ni mogoče zaupati. Sčasoma je imela Ranavalona sina, ki ga je poimenovala Rakoto Radama. Ko je imel 27 let, je vzpostavil topel odnos s Francozi, Britanci in drugimi Evropejci. Bil je tudi zelo naklonjen ponovnemu odpiranju države tujim vplivom. Kljub materinim najboljšim prizadevanjem je zavzel nasprotno stališče glede načina, kako je ona vladala kraljestvu. Ker se ji je sin in bodoči prestolonaslednik uprl, sta francoska in britanska vlada skovali načrt, da odstavita kraljico in na prestol postavita njenega sina kot novega kralja. Željan prevzema oblasti je Rakoto privolil v sodelovanje pri načrtu. Kljub svoji želji po vladanju je bil načrt preprečen, Ranavalona pa je bila globoko užaloščena zaradi sinovega poskusa izdaje. Vse svoje življenje je preživela v boju in ubijanju svojih tekmecev, celo znotraj lastnega dvora. Toda tokrat je bil njen sin tisti, ki je poskušal končati njeno vladavino. 16. avgusta 1861 je Ranavalona umrla v spanju pri 83 letih po 33-letni vladavini. Njen sin, Radama II., kot so ga poznali, jo je nasledil. Kako ste, fantje? Tukaj je Forgotten Lives in posebna zahvala Mortis Media, mojemu starejšemu bratu, za pripovedovanje tega videa, za katerega res upam, da vam je bil vsem res všeč. Vsekakor pa bi se rad iskreno zahvalil vsem, ki ste se v zadnjem letu ali letu in pol naročili na kanal, saj smo skoraj pri 100.000. In kot vedno, če imate kakršnekoli predloge za prihodnje videe, mi prosim pošljite e-pošto, ki jo najdete v opisu. Lahko pa obiščete tudi mojo stran na Instagramu Forgotten Lives, ki jo prav tako najdete v opisu. Ne pozabite všečkati in se naročiti na kanal ter vklopiti zvonček za obvestila, da boste prejeli vsa moja videa takoj, ko bodo naložena.
To je vse z moje strani, se vidimo v naslednjem videu Forgotten Lives. Hvala!